Aljaž, kaj pa backup? Ja, ni ga še. Ampak tisti del kitajske robe, ki bo omogočil, da bo backup spet aktiven, je že na poti. Okay, zdaj bom jaz Natašo odigral, ne? Pa bom za začetek vprašal, ker si mi dal izhodišče, a to, kaj kupujeta vidva na Temuju pa to? Ne, jaz še nisem. Nikoli. Jaz tudi ne. Ne. Kaj pa ti, Aljaž? 2 dni nazaj sem se dejansko spustil v to, pa moram reči, da je kar traumatična izkušnja, ampak evo ene tele, kaj so že, zip ties, ne? Vezice, pa neki sem kupil in zdaj imam, ne vem, za ful ene, kao neki popusti, ki jih seveda nikoli ne bom izkoristil. Ampak. Kaj pa, če bi šel recimo v najbližjo kitajsko trgovino, kjer imajo tega na pretek, ne? Različnih dimenzij. Ja, sej, lej. Kar jaz počnem. Ja. Mislim, jaz nimam kitajske trgovine v bližini, veš. A ja, no. Antiša, kad te imam glih pa roki. Manjkal si na pač tistem najboljšem možnem pikniku, ampak pazi to. Ja. Ne to. Pazim Se to. zgodi. Druga stvar. Razpravljali smo o tem, kaj delati, kako izboljšati, kaj in kako komunicirati in nasloviti podpornike in podpornice. In pazi to idejo, ne? Pazim to Plavalne urice z Antišo. Ja. Plavalne urice. Te moramo obvestiti, da si bil že kar namočen, tako da nemaš pravo glasanja, samo še ure bo treba določiti. Ne? Ja, z velikim veseljem in hvala za zaupanje. Ena sama zagata je, ne, da če me zdaj vidva vprašata, kako si pravilno sledijo recimo gibi pri prsnem, jaz tega ne znam. Jaz to znam plavati, ne znam pa pojasniti, kaj šele, da bi to prenesel na drugega. Lahko pa poskusimo. Čak, a je to kakšno zaporedje? Pa se kle ne gre za neka tehnično učenje. Gre za to, da te hočejo pač videti v kopalnih kostimih. Ja, hvala no. Koliko imaš kilometrov za sabo letos? Zdaj, če se bom potrudil, bom do konca meseca, se pravi do v prvi polovici 2025 bo 100. Ne? Zato, ker maj je bil, maj, zelo dober je kazal, da bi že mogoče maja se dotaknil 100, ampak potem sem 3 tedne v maju bil tako za računalnikom in tipkovnico, da mi ni uspel in tako da zdaj v juniju nadaljujem. No. Ampak, če se potrudim, bo 100, no, skratka. Cool, to je ful. To je 100 več od mene. Ja, to je 100 več od tebe. Ja. Pa še ena ideja se mi zdi, Aljaž, da je bila dobro sprejeta. Da bi mogoče res delali kdaj v živo LDGD kvize. Ja, pub kvize, to mislim, da moramo tudi to početi. Je, ne? Za v promet spraviti. Absolutno. Sej, te Nataša, kvizi so zdaj kar popularni. Ne? Ful. Mislim, sej so bile tudi druge, ne? Sej smo imeli, kaj že, še nasploh športne aktivnosti LDGD smo imeli, ne? To, Aljaž, seveda, plavalne urice z Antišo, potem pa imamo curling z Aljažem. Tako, curling z Aljažem, ne? Mislim, da je tudi streljanje z Natašo je bilo, ne? Ja, tudi. Tudi kar visok na dnevnem redu, ampak to smo rekli, to bomo do drugega leta. Tako, ne, skratka, načrto je polkno, hvala vsem, ki ste se udeležili, ki ste se lahko udeležili in seveda hkrati tudi posebno obvestilo vsem naročnicam in naročnikom zapisnika, to je newsletter Metine liste. V sredo zjutraj je šla junijska številka ven. Če ste jo morda zgrešili, preverite tudi vaše spam mapice, ker morda je zatavala tja. Če pa še niste naročnica ali naročnik, potem pa urno tipkovnico pod prste in en hiter mail na info@metinalista.si z kratko vsebino, rad bi se naročil oziroma naročila na zapisnik, ker je res dober. Čeprav ga jaz pišem, tako da ne me verjeti. Preverite, ne me verjeti, preverite. Ravno zato, ker ga ti pišeš. In tam gor bojo fotke, ali kaj? Ne, kako pa ti nisi naročen, sploh ne veš. Dobil sem prvi tvoj mail, ampak potem se pa pač v poplavi drugih tipkanj in klikanj nisem naročil, ampak zdaj si me spodbudil, da se bom. Skratka, treba v naslov dati Go Antiša. Poglejte, ne boste verjeli, kaj je naredil. You go girl. Skratka, vsako prvo sredo v mesecu izhaja zapisnik. Barbara, hvala tudi za predloge, če bi mogoče mu dali kakšno drugo ime, ampak se mi zdi, da smo pa se kar klele ustavili, ne, Aljaž?
Zaenkrat, ampak Zaenkrat. mogoče imamo lahko eno od anket ali pa kaj to, kvizov ali pa karkoli namenimo Še to. preimenovanju. Ker se bomo šli rebranding, bomo tudi to naredili. Yes. No, zdaj pa snemamo v sredo, trenutno ura 9:44, mimogrede, ker že dolgo nismo in ker vem, da je nekaterim všeč, vsaj eni pa zelo ne. Gospoda, vsak dan v tednu je, to verjetno vesta, povezan z enim izmed 7 klasičnih nebesnih teles. To veste, ne? Sonce, Luna, Mars, Merkur, Jupiter, Venera, Saturn. In zdaj vsak dan v tednu je pod vplivom določenega planeta in danes je sreda. Sreda je v znamenju Merkurja. Ampak to pomeni, da je dobra za pisanje, pogovore, reševanje problemov in to je to, kar bomo delali ali začeli delati takoj po špici. Pred nami je častna naloga. Najtežje funkcije v politiki bi predsednik Socialnih demokratov. Milan Kučan, Janez Zemljarič, Janez Stanovnik, Franc Šetinc. Ali bo Nova Slovenija še sodelovala v vladah, ki jih bo vodil Janez Janša? Je odgovor ne. Srečna Slovenija, če ne bori vzamejo. Na Zahodnem bregu gledamo genocid. Sam ocenjujem, da je seveda najprej potrebno narediti domačo nalogo. Tako da gre to za neke teoretske razprave. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Pa dober, pa kaj tebi ni jasno, zdaj pa se upravičujem, no. Ampak resno se upravičujem. Prav, pol pa pejmo, kar imamo danes, oziroma še prej, da jih ne bom slišala od Aljaža znova in spet. Poslušate LDGD. To je podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno, še posebej ne politike. Z vami danes privatnik Antiša Korljan, Aljaž Pengal-Bitenc, pengalski.com in Metina lista. Andraž je umanjkal zaradi bolezni v ansamblu in Nataša Briški. Zdaj pa, plan za danes je naslednji, kar zajeten. Imamo 3 leta vlade, potem KPK bo preiskovala Goloba, aferica Karigador, Pahor, Pisbok, SD. Interpelaciji Vrečko se je pridružil še Poklukar, pa nova runda ljubezni med predsednico in uradom premierja. In kaj zdaj, oziroma kaj zdaj ne, Prebilič. Najprej mogoče 3 leta vlade, Antiša. Če bi potegnil črto, pa ne tako zajetno, ampak kaj je dobrega bilo po tvojem, kaj slabega? Je ta vlada to, kar so obljubljali na začetku, da bodo bolj transparentni, odprti in vključujoči? Kaj meniš? V bistvu imam problem kreativnostne narave, ne? Zato ker se mi zdi, da smo na to temo ob različnih obletnicah, priložnostih in posameznih ekscesih te vlade pravzaprav že povedali vse, kar je na to temo treba povedati. Ampak če recimo probam, ker je Štefica rekla, da moram, potem pač bom. Ne? Če probam nekako sumirati svoje mnenje o tem, potem bi rekel, da vlada ni upravičila res ekstremno velikih pričakovanj, ki jih je javnost gojila do nje in tega, kaj bo storila. Znova se je pokazalo, da tisto, kar obljubljaš, preden boš prišel na vlado, potem trči ob zelo visok in zelo armiran zid okoliščin, v katere se zaletavaš in ugotoviš, da pravzaprav si na stvari gledal veliko preveč optimistično. Tisto, kar je tej vladi treba priznati, je to, da je politično vzdušje, bom rekel, normalizirala. Te histerije, ki smo ji bili priča v času prejšnje vlade Janeza Janše, v družbi ni več. Hkrati je pa to neko nelagodje začelo povzročati pravzaprav ta razkorak oziroma neučinkovitost pri izpolnjevanju tistega, kar je vlada se zavezala, da bo storila. Potem imamo pa še razne bizarnosti, ki izhajajo iz te neke, jaz temu rečem, večkrat sem že uporabil ta izraz,
komisarske pozicije, ne, se pravi, tako kot so se partizanski politkomisarji junija pa julija 1945 obnašali, se pravi, zdaj smo mi na oblasti in bomo delali, kar hočemo in kot nam paše. Ne. To pa tudi ne pušča prav dobrega okusa. Zadnji tak primer recimo je prav te dni, ko smo veselo nazdravljali ob otvoritvi vrtca, nekje na, mislim, da je bilo v Prekmurju ali na Goričkem. Hkrati smo pa pred 2 mesecema, mogoče 3, blokirali neko zakonodajno rešitev, ki bi omogočala tudi prirejanje družabnih in ostalih prireditev v času, ko v teh prostorih ne poteka pedagoški proces. Skratka, jaz bi rekel, ocena od 1 do 5, ko smo že junija in se ocene po šolah delijo, jaz bi rekel tam nekje med 2 in 3. Aljaž, pa ti, kaj je tebe najbolj impresioniralo? Mislim, zdaj, če hočemo v resnici, se pravi, objektiven in absolutno jasen, kristalno čist pogled uspehov, dosežkov te vlade, stvari, ki jih ni dosegla nobena vlada v zadnjih 20 letih, ne, seveda lahko preberemo tiste Sjolov članek, če lahko temu tako rečemo, od zadnjič, mislim, da si ga ti enkrat delila, ne. Ja. Sej, pač, no, tisti ni za kamar, pa čeprav imam jaz objavljen tudi kolumne tam gor, ampak ne treba je reči Bob in tisti je bilo brez veze, tudi če ne bi objavil. Nima veze ne z mediji, ne z novinarstvom. Tako, ne. Skratka, kaj je vlada dosegla? V bistvu temu, kar je Antiša rekel, ni veliko dodati. Mislim, da je osnovna dilema so seveda pričakovanja. Ne. Če ste od te vlade pričakovali veliko, potem je vaše razočaranje upravičeno. Če pa ste si želeli, da bo vsaj majčkeno umirila žogo, kot se temu reče, potem pa v resnici so za naturščike dosegli kar veliko. Ne? Ker, poglejmo, oni so, se pravi, dobili so 5 volitev v letu 2022, dobili so, se pravi, 5 glasovanj, ne? Ker so bili še referendumi zraven. To, da so oni ta njihov osnovni politični program ščitanja javnih medijev nekako obranili tudi za voljo pri volivcih, to ni majhna stvar, ne, danes se na to pozablja, še posebej v luči tega referenduma o dodatkih pokojninam umetnikov. In tudi v končni fazi zavedajo se, za razliko od prejšnje liberalne vlade, da je pač vladanje 24/7 in da je dejansko vse, kar narediš in rečeš, pomembno. Ne? Včasih gre to potem v to vrstne ekstreme, kot so pač objave na družbenih omrežjih, pa pol ne razumejo čist, ne, kje je meja, pa se zgodi karegador in tako dalje, za kar jih je seveda vse treba lepo pač jih našeškati in ustrezno kritizirati, in če bodo iz tega posledice, pa naj bojo. Ne. Ampak niso pa čisti abrvezniki. Ne. Ampak ocena pa, mislim, da je tako, kot je Antiša rekel, med 2 pa 3, pri čemer bi se jaz bolj naslonil na 2, zato, ker pa tudi, ne, to pa je treba reči, tako udobne večine, kot jo ima ta vlada, je ni imela še nobena in verjetno tudi nobena ne bo imela, in v tem kontekstu je pa napak, spotikanj in nedoslednosti res zelo veliko. Ob taki prednosti bi res verjetno pričakoval, da bo šlo veliko bolj gladko, pa veliko bolj konkretno. Ne? Ta izjemna podpora na začetku, ki pa so jo, saj to verjetno je normalno, da je v naslednjih 4 letih, ker kolikor se lotiš kaj delati, seveda vedno trčeš na interese, na enim je všeč, drugim ni, tako da bodo to zgubljali, se je verjetno pričakovali. Ne? Mislim, da so jih oni, kdor je pač glasoval za stranke, ki so v tej koaliciji, predvsem Gibanje Svoboda in Goloba, so pričakovali alternativo Janši. Se mi zdi, da je pa sploh v zadnjem letu bilo, a je res alternativa. Ne? Predvsej avtoritarno vodjo,
koalicija sicer, vem, da smo že 2 leti nazaj se je razpravljali, a bodo predčasne volitve ali ne bodo, ampak ostajajo skupaj. Jaz bi rekla zato, ker sta obe stranki, tako SD kot Levica, precej švoh in sta lojalni zaradi čist strateških razlogov. In stabilni. Zdravstvo je velika reforma, ki so jo obljubljali, ne vem, če smo tam. Stanovanja, tudi še ne. Gospodarstvo, tle pa imam resno vprašanje oziroma dilemo. Ko se pogovarjaš z gospodarstveniki, jaz jih ne vidim veliko rečejo, ali pa ne slišim veliko rečejo, to je to. V pravo smer gremo. Medtem, ko vlada ocenjuje, da bi težko bilo boljše. Mar res? Se mi zdi pa, da je... Gospodarstveniki so v tej konstelaciji, se pravi v odnosu do oblasti, so vedno tisti, ki bom tako rekel, ne, vlogo, ki jo v odnosu do delodajalcev igrajo sindikati, ti isti delodajalci igrajo do oblasti. A sem dosti jasno povedal. Se pravi, so tisti, ki so praviloma nezadovoljni oziroma, če tudi prikimajo, to naredijo s stisnjenimi zobmi in rečejo, ja, ampak lahko, dalo bi se pa več, pričakovali smo več in tako naprej. Tako da od gospodarstva jaz mislim, da ni realno za pričakovati, to je del igre, to je del tega igre znotraj političnega sistema. Ja, manj nezadovoljni so, kadar je na oblasti Janša. Zdaj jaz sam pizdakanja poslušam. A so res? Ja. A so res manj nezadovoljni? Mislim, mogoče gre tukaj za vprašanje ciljne publike, ne? Zdaj bom zelo poenostavil, ne? Ampak primarna volilna baza te vlade je grobo rečeno javni sektor. Ne v celoti, seveda, ne? Tukaj so nijanse, ampak za plačno reformo, ki jo klele še nismo omenili, to je recimo kar velika stvar, ne? Ampak primarno je to pandering to their own base, z lepo slovenščino. Oni so tukaj poskrbeli za velik del njihove volilne baze. Ne? Pri desnosredinskih ali pa Janševih vladah ima seveda gospodarstvo velika pričakovanja, ampak a v resnici dobi tisto, kar hoče. Ne? Prej smo si omenili zdravstveno reformo. Zdravniki so se tudi v času Janševe vlade pritožvali. Sindikat zdravniški. Čakaj. Sindikat Fides... To ti ne, pazi, mi imamo tako tis, ampak jaz sem šel pa potem gledat, ne, tudi oni niso bili zadovoljni. In te obljube, ki jih je Janša dal in jih ni potem nikoli izpolnil. Dobro, ampak skoraj filigransko natančno se da napovedati, da če bo leva vlada, da so skočili v luft zdravniki in Fides je takoj bil, če bo leva vlada, bojo seveda tile, če bo pa desna vlada, imaš pa šolnike takoj. Mislim, o tem govorim, ampak hočem ti reči, tako kot šolniki v resnici tudi niso zadovoljni z levo vlado, tako kot zdravniki v resnici potem ko govorimo o operativnih stvarih, niso zadovoljni z desno vlado. In je to, kar je Anteša rekel, je seveda res, ne? Nekako je, ko prideš v gospodarstvo, davki nikoli niso dovolj nizki, birokracija je vedno preveč, postopki vedno predolgo trajajo. To je pač modus operandi, ne? In obratno. Ne? Kar se pa zdravstvene reforme tiče, v resnici to je pa ta the elephant in the room, klele pa mislim, da vlada ne samo, da nima nič za pokazati, mislim, da je pač tukaj postala žrtev dejansko tudi svojega nerazumevanja sistema in tega, da je v bistvu zapadla parolam. No? Ena afera se mi zdi, ki se je začela že zelo na začetku in se še kar vleče in pozna. Afera Bobnar-Lindav. A se strinjate ali mislite, da je bila kera večja? Imeli smo litisko, imeli smo računalnike, ampak ta... Definitivno, Nataša, mislim, definitivno gre pri tej aferi, ki si jo ti omenila, gre za neke osebna prepucavanja, ne? Pri računalnikih, pri Litijski gre pa za 15 milijonov evrov. A veš, mislim, tukaj bi jaz gradacijo absolutno postavil
tako da bi rekel Litijska pa računalniki. Ne. Zato, ker to, kar je bilo pa s tem vse narobe, pa že zlepa A veš, kaj nismo imam v videli, mislih? ne. Nisem imela v mislih samo finančnih posledic, ampak tudi, koliko se pozna recimo na odnosu z uradom predsednice države in Ja, imenovanja. a veš, sej, ampak jaz mislim, da so te napetosti, ki smo jim priča, so del, in tudi tukaj se opravičujem, se mogoče že ponavljam, ampak te napetosti, ja, za vraga, no, pa to je najosnovnejši del političnega procesa in politične igre. Zdaj, samo vprašati se moramo, kako tisti, ki so na vrhu tega procesa, s tem upravljajo. In kot smo priča zdaj, se to upravlja zelo holcersko, oziroma se v bistvu sploh ne upravlja in se zadevo pele skozi medije. Ampak to, veste, nikogar nič ne stane, se pravi, kar te napetosti med kabinetoma oziroma dvoroma, ne, nikogar nič ne stane, zelo verjetno noben nič ni ukradel oziroma mu ni padlo v žep, ne. Ja, razumem poanto, Medtem, ko absolutno na pri mestu. drugih stvareh, oziroma tako bom povedal, ne, z Litijsko in z računalniki je material, da se ukvarjajo organi pregona. Ne. Medtem, ko z odnosom med kabinetoma se pa lahko ukvarjamo samo opazovalci, si mislimo svoje in to včasih pokomentiramo, kot počnemo to mi zdaj. Ne. Mimogrede, preden grem na ta karigador, ki naravno paše na to, kar si zdaj povedal, kviz vprašanje. Koliko ministrov iz začetne ekipe še sedi v istem resorju po 3 letih? Ne, to je trik vprašanje, ki smo vmes organizacijo vlade zamenjali. Sam en je tale reorganizacija, sam en je v vprašanju, mislim, trik. Sejlej, ni nagrad, sam pač 20 ministrstev imamo, koliko menimo, da je ministrov od začetka na svojih pozicijah? Jaz bi rekel tam med 8 pa 12, tam nekje. Pravilno, 9. Hvala. Ja, 9. Fajon, v bistvu vsi od Levice, se pravi Mesec, Maljevac, Vrečko, pol Fajon, Jevšek, Han od SD-ja, pa Boštjančič, Papič, Bratušek. Evo, Pa tale, Kumer. kaj pa Kumer, ja. Pri Kumru je pa vmes bilo to, kar je ta trik, ki ga je izpostavil Aljaž, ki so iz infrastrukture pol premikali pa okolje, Resorje prostor, zamenjali, energija. Pa tudi, a veš, Nataša, oziroma oba, tudi pri Maljevcu in Mescu lahko recimo tako na eno oko jim priznamo to, kar si rekla. Zato, ker Mesec se je usedel, kamor se je usedel, z obetom in napovedjo, da bo šel na solidarno prihodnost, ki je bilo treba šele ustanoviti ministrstvo. Kaj ne? Ja. Tako da to je, recimo, damo pike za, ne, tako, pogojno, no, tako. Ja, pismo zajebam bo kvize delati. Tako, bo šlo biti natančno. Klele bi se jaz skregal. Ja, in bi bil izločen, pa bi se kregal. Ja, itak. Ja. Ne, glede demokracije. Ja, glede afer je mogoče res to, a veš, da Bobnar, Lindav ni bila najbolj konsekventna finančno ali kako drugače, čeprav razumem, so bile tudi preiskave, ne, to pogledno, zaradi suma zlorabe položaja. Je pa bila definitivno najslabš upravljana. Ne. Res, v tej aferi se je pa zgodilo čisto vse narobe in čisto vsi so narobe reagirali večkrat zaporedoma. No, pa da nadaljujem zdaj tam, kjer je Antiša prej končal. Namreč Komisija za preprečevanje korupcije je, kako povedno, ravno na 3. obletnico Golobove vlade sporočila, da je zoper premierja uvedla preiskavo, in sicer gre za primer njegovega dopustovanja v Karigadorju oziroma v hiši od poslovneža Tomaža Subotiča, kršil ali pa preiskovali bodo, ali je kršil določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ja, sej. Ja.
se skoraj jim drugega ni preostalo po viharju, ki je bil okrog tega. Oni bodo morali, oziroma so morali to zadevo sprožiti in nek postopek morajo, oziroma so morali, oziroma bodo morali izpeljati. Jaz mislim, da je to minimum, ki ga lahko pričakujemo. Ne? Zdaj, se nam zdi to, dobro, jaz vem, so neka pravila in to je res zoprno. Pa moraš, ko stopaš v vlogo funkcionarja ali pa funkcionarke, se odpovedati članstvu tam, pa poskrbeti, da deleže preneseš sem, pa uno, pa tretje. Ampak, a je to res neki, na čemer bi... Dejmo, tako, mislim, ne samo zato, ker smo se škandalizirali. Jaz razumem, da lahko imaš neko svojo pejt, ki veš, da je zoprno pejt, nek hotel zabukiri neko hišo, tam je 100 lepših od tiste, kakršni so bili posnetki. Ampak, a res bi zaradi tega padali? Ne, se vem odgovor, saj smo tudi zaradi sendviča oziroma tistega 2 vina so ministri oziroma ministrica padli in tako dalje. Vem, Ne, pa se pazi, ne govorim nujno zdaj o odstopu. Veš, ker itak treba je tudi vedeti, da Aleksandra Pivec ni letela zaradi tiste noči, ki jo je plačala za, kaj je že, člana družine ali 2 vina in tako dalje. Ona je letela zato, ker je bila to zadnja slamca, ki je zlomila Kamili hrbet. In seveda, če bi bil Robert Golob politično šibek premier z majhno večino v parlamentu ali pa celo z manjšinsko vlado, potem bi zaradi take stvari letel, ker ima večinsko, ker ima udobno večino v parlamentu, ker ni alternativna koalicija v parlamentu, potem se bo tudi, če bo KPK ugotovila, da je šlo za kršenje zakona in preprečevanje integritete, bla, 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 mogoče bo dobil kazen, jo bo plačal, bo šel pred kamero, bo rekel, da zdaj razume in da ne bo več in bo pač zgodba gotova. Ampak to, da pri vsem moči, vplivu, sredstvih, ki jih ti dobiš kot izvoljeni predstavnik ene najvišjih funkcij v državi, greš, da nimaš toliko soli v glavi, da rečeš prijatelju, glej, zato, ker si tamle kandidat za en nadzorni svet, ni pameten, da grem jaz k tebi tjale. Ampak še hujše, če obrneš zgodbo in rečeš, glej, če lahko grem k tebi tjale, te bom dal pa nadzorni svet. A mislim, karkoli od tega, eno je slabše od drugega. No? In klepa, tukaj pa je ta amaterizem, ki pa ne vem, od kje točno izhaja, ker pa sej niso od včeraj ti ljudje. Antiša, kaj pa ti misliš? Aljaž, pa sej ne misliš resno, da je šel pogovor na ta način. Če mi už pa pustil temle tisto v karigadorju, a veš, mislim, tem dal pa v nadzorni svet, pa dej ni. Ja, ne vem, oprosti, nisem več prepričan, what else, un Subotič gor, mislim, on ne rab tega nadzornega sveta, tako kot Golob ne rab tega karigadorja, ne. To je pa samo, mi povej, zakaj? Sej, ti bom povedal, zakaj, si tudi sam že omenil, zaradi tega, ker ne predvidijo posledic lastnih dejanj, zato, ker oni v tem ne vidijo nobenega problema. Pač sva skupaj v partiji, pa grem k njemu jaz na obisk, ne. Pa, ne, tako, a veste, tako, kaj meni rekel enkrat en župan tukaj na Obali, sem mu rekel, zakaj svoje prijatelje tam neki zaposluje, pa rekel, ja, pa čigavga pa bom, am tvojega prijatelja, ja, seveda bom svojega zaposlil. Tako, se ti je dober povedal. A veste, in to je ta logika, ampak zdaj smo pa spet na priljubljeni temi, ki jo imamo mi občasno tukaj le na meniju, in to je naslednje, ne. A ne bi bilo smiselno, da bi nekje v Sloveniji na enih 2 lokacijah obstajal nek protokolarni objekt, ki ga lahko v času, ko ni zaseden, tudi najamemo mi trije za snemanje podcasta, sicer je pa na voljo, resno mislim, sicer je pa na voljo pač po neki določeni ceni, obrambnine ali kako se že temu reče, za najvišje predstavnike oblasti, ki se napiše, kdo to so, ne vem, predsedniki, 3 predsedniki, pa ne vem, pač še kdo, ne. Skratka, a veste, Hrvati to imajo, ne? Oni imajo ene tri posestva, se mi zdi neki na Hvaru, pa ne vem še kje, ne? In izvoli to iti tja na počitnice, točno zato, ne? Da se izogneš karigadorju. Tako, pa da tudi iz varnostnih razlogov stvar pregledana in znana, ja.
No, seveda. Nimamo, kje imamo na morju? Kje imamo na morčku, Aljaž? Kje? Ne na morju, imamo Brdo, imamo pač tako zvano Drnovškovo Brunarco. A ti bi šel, Aljaš, a bi šel ti na Brdo na počitnice? Točen to pizdarjeno. Pa se niso na počitnice, pizda na en vikend je šel. Ja, mislim, v redu, šel je, ne vem, knjige brat, pa 3krat se skopat noter, no. Ampak v redu. Ja, ne neki, no, ja rabi na morju, ja rabijo rezidenco, ampak tisti, ki bo šel s tem v program, ga bojo pokopali še preden bo prišel pred mikrofon. To pa itak, ne. Ne gre pa v kemp, razumeš. Rabi točno. In to v Sloveniji rabi imeti, ne v Pol-Umagu. V Sloveniji mora imeti. Ja, tako, vidiš. Ta protokolarni objekt. Ja, seveda. Kjerkoli že, no. V Strunjanu. Recimo. Recimo. A veš, vidiš, na Solinah. Ja, ampak tisto, kar sem hotel reči, je to, da je to umankanje razmisleka o tem, kaj bo določena poteza povzročila, oziroma kako bi se določeno potezo dalo najbolj zlonamerno interpretirati, tega razmisleka ni. Jaz si mogoče naivno predstavljam, da ko se oni o nečem odločajo, morajo zaznati kakšna tveganja. Ne? In tveganja, torej ta razmislek mora iti, kako se da to, kar bomo mi naredili, najbolj zlonamerno interpretirati. In potem, če vidiš, da tega ne moreš ubraniti, pol pač ti tega ne greš delati. Ja, samo to je to, kadar haraš na oblasti in imaš takšno moč, kot jo ima, pol postaneš aroganten, se kdo mi pa kaj more. In pol je tako. A veš, pa se pa zgodi karigador, ne, pa pride KPK, pa kar nekaj, zarota, pa glih na 3. obletnico, to je ziher politično. Ne, stari moj, tisto, kar je bilo politično zaravnilo, je bilo dejstvo, da ti tega nisi do konca premislil. To. Ampak dajmo, a lahko, mislim, bom vrgel, pa me zanima, kaj vidva mislita, no? Danes si kar jemljem Natašine pristojnosti. Ne, kar treba je, državnju, vsake do časa rabimo državni udar. Lejte, mi smo imeli na Veliki petek, smo imeli izrek sodbe v Celju. Resno, na obletnico nastopa vlade, ali kako smo imeli ta sporočilo o postopku pred KPK-jem. Moje vprašanje in razmislek je, a so te stvari vnaprej naštimane in roki tako padejo, ne? Ali se tukaj še da narediti, pa 2-3 dni zamakniti naprej ali pa nazaj, pa se pač neki dogodki zgodijo na dneve, ki so simbolno manj nabiti. No, kaj vidva mislita? Če bi vladala, bi poskrbela, da bi ne bilo tako, ne? Ampak po drugi strani pa se tudi že vnaprej vemo, da bodo volitve 8. marca. Jaz moram tukaj citirati Janija Kovačiča iz ene njegovih pesmi, oziroma vzklik o tem, ker pravi, naključij ni, obstajajo samo sovražniki. Zdaj pa jaz tukaj Andraža kanaliziram, ne, in njegove popkulturne reference. Glej, ne vem, seveda si teoretik zarote v meni se seveda želi, ne, da obstaja nek oddelek globoke države, ki gleda po koledarju, tako bomo tole, dajmo tega za 2 tedna zamakniti, ki je glih obletnica in tako dalje, ne. Ampak v resnici mislim, da pri teh stvarih, se pravi, administrativnih, kot so KPK tole, pa sodba, pa tako dalje. Misliš, da slučajno pade? Mislim, da to niso taki premisliki, oziroma dajmo obrniti zgodbo. Ali ne bi bilo bolj politično in bolj sporno, če bi oni svoje lansiranje teh odločitev presojali skozi ta vidik? Danes ne moremo zato, ker, ne vem, je obletnica tega pa tega. Kaj to pomeni za pravno varnost? Kaj to pomeni za potek rokov in tako dalje in tako dalje? Pač, mislim, da ne moramo na to tako gledati. Datum volitev je drugo, zato ker tam vnaprej vemo, da gre vedno za presojanje, to je bil joke, Aljaž, ker seveda ne vemo še, kdaj bodo volitve. Ampak hočemo, da so na 8. marca. Jaz sem stavil 20 evrov na to, da bojo 8. marca. A res? 8. marca, ja. Mislim, evo. A smo stavili? A nismo? Pozabila. Dvomim. No, skratka, anyway. Vem pa, da ti zagovarjaš 8. marca. Jaz zagovarjam 8. marca in sem pripravljen zdaj dati 20 evrov na 8. marca. Evo, tako. Koliko je razmerje?
da vidimo, koliko boš zaslužil, da vidimo, koliko bomo to mi, vplivali, koliko bo korupcije klele. Tako, evo. Ja, no, evo, skratka, mislim, da klej, čeprav je privlačna ideja, ne, mislim, da tukaj ni kakšnih resnejših premislekov in je prav, da jih ni. Škoda, ker ne vemo, ne. Škoda, ker samo gibamo, ali so ali niso. Ko pa smo pri vladi, tudi interpelacijo so sprožili, NSI pa Logarjevi demokrati proti ministrici za kulturo Vrečko, razlog pač ta referendum. In hkrati je padla tudi že, vmes, ko se nismo slišali, interpelacija zoper notranjega ministra Poklukarja. Zdaj, jaz tega več ne vidim drugače, kot da gre za poskuse, ker je kampanja se začela in počasi v zelo polne obrate prihaja priložnosti za medijsko izpostavljanje. Sploh Logarja, ki mislim, da smo že v prejšnji epizodi to rekli, se je kar začel kar ven metati. Po tistem, ko smo, kje pa je, kaj pa dela, zamuja priložnosti in podobno, kar se je slišalo, je pa zdaj na veliko spet. In ali brani Pahorja in te izjave genocidi, ne genocidi. Predstavili so oziroma omenili so pred dnevi, da če bodo sodelovali ali pa vodili, to mi je toliko fajn, ta samozavest, ne bo 20 ministrstv, ampak mislim, da so rekli 15, a ne? A so o 15 govorili? A to so te Demokrati. To že pač pro-gospodarska vlada, treba je znižati državno pravo, zmanjšati državno pravo. Sej to je to, ker pol, a veš, da je 20 ministrstv, pa karikiran 2000 ljudi, pol pa 15 ministrstv, pa enako 2000 ljudi, ki bo noter. Ne, 2200, ki boš rabila še nove prepeljati noter, zato da bodo menedžerirali to tranzicijo. A vidite še kaj drugega v teh interpelacijah, ker težko videti, da bi oba ministra padla, je pa veliko medijskih priložnosti, ki so zastonj in po mojem precej za to gre. Ali vidite še kaj drugega? Ne samo to. Ne? Gre za jemanje kisika, za zasičenje medijskega in političnega prostora, gre za pressing po celem igrišču, kjer potem vlado stalno držiš, koalicijo stalno držiš v defenzivi, ker mora skozi pripravljati neke odzive, biti na sejah, ključni ljudje na ministrstvih morajo podpirati ministra ali ministrico, ne, v takih zadevah. Po drugi strani pa vlada zdaj že serijsko umika zakonske predloge. Najprej smo začeli z medijskim zakonom, ki je bil čudežno umaknjen, ne bomo še malo premislili, mogoče gre na junijsko sejo. Potem je bil umaknjen zakon o gostinstvu, ga je Han umaknil, ker ne, imamo kar naenkrat pomisleke in zdaj so umaknili zakon o visokem šolstvu, danes v sredo zjutraj, ko to snemamo, sem poslušal. Skratka, vlada se kar naenkrat odloča, da izbira si bitke, v katerih bo sodelovala, hkrati ji pa opozicija zdaj po novem določa bitke, v kateri mora sodelovati in to je, ne vem, lahko je bolj zaskrbljujoč trend, no, za vlado, kot se zdi. Ki se je verjetno začel z referendumom, ne, in Čoško tam. Ja, povej. Ne, jaz mislim, da resne možnosti, da te interpelacije uspejo zaradi aritmetike, jih ni. Je pa to, kar je Aljaž rekel, ne. To je in tudi ti, Nataša, ne? To je pač zelo brezplačna priložnost agendo svojo postaviti v medije in furati kampanjo, preden se kampanja formalno začne. In jaz mislim, da ne gre za čisto nič drugega. Prav, grem na naslednjo točko in sicer, ko smo pri strankah izključevanjih, zdaj to opredeljevanje na mednarodni teren grem deloma samo kar se dogaja v Gazi, Izrael, pa genocidi, ne genocidi, to je, predsednica je rekla, se je zgrnilo z desne na njo, Pahor je rekel ne, se je zgrnilo z leve na njo. To bom pustila ob strani, ker nismo mi tukaj tisti, ne glede na to, da imamo svoja mnenja okrog tem in je to podcast, kjer delimo to. Ampak kaj menita na to glede izključevanja Pahorja iz SD? Zdaj, on je imel zamrznjen status v stranki, ker je to sam želel, ko je nastopil mandat predsednika 2012. Pol se je želel pridružiti spet,
pa nekako ni bilo interesov, zdaj poslušamo interpretacije, pa saj ni več član stranke, ker ne plačuje članarine, je samo podpornik in gor dol. A bi po vajnem mnenju s ponovno aktivacijo Pahorja SD pridobila ali ne, če bi ga v svoja nedrja napolno sprejeli? To je odvisno, Nataša, odgovor na tvoje vprašanje je odvisen od tega, kje želijo zajemati, koga želijo nagovarjati. Čim več. Hočejo dobiti čim več, zdaj so na... Potem pa jaz mislim, da je odgovor odločen, da stranka bi z aktivacijo, če bi bila seveda pripravljenost tudi na njegovi strani, z aktivacijo Boruta Pahorja dobila predvsem, lahko zajemala, tako bom rekel, na tem zmernejšem delu slovenske politike, se pravi sredina in levo od sredine. Jaz ne bom rekel zdaj to prav desno od sredine, da bi zajemali, čeprav s to svojo pozicijo, ki je izrazito dialoška, ne, pa jaz mislim, da bi lahko posegel tudi na drugo stran. Jaz še zmeraj mislim, da je, se pravi, to je 13 let po svojem odhodu iz stranke Socialnih demokratov, jaz še zmeraj mislim, da je Borut Pahor, bom uporabil ta izraz, zvezda, kakršne ta stranka še ni imela. In če bi, pa se je marsikdo trudil, da bi bil takšna zvezda na različne načine. Ne? Zdaj, kaj si jaz o tem, kar on v zadnjem obdobju počne, Ja, to je drugo. To je nepomembno. Jaz mislim, da jaz če bi v takem položaju kakšne stvari tudi ne bi naredil, ne. Je pa res, da bi tudi država morala za to poskrbeti, o čemer smo že večkrat pogovarjali. Se pravi, bivši predsednik bi moral biti v situaciji, ko nekaj dostojanstva zadrži. Ne vem, ali so razdeljeni v SD-ju na pol, recimo, in bi polovica ga zelo rada videla, ker računajo, da bi pridobili z njim, ne, pri volivcih. Ne vem, če so razdeljeni čist na pol, da je pa tisti bolj levi del, ki ga pa zelo ne mara, ne. Je pa res to, da bi s trenutkom njegove večje aktivacije en del trenutno visoko pozicioniranih ljudi v stranki majčkeno eno senco stopil, ne. To pa tudi moramo. On je sam sicer rekel, Aljaž, če sem prav ujela, da ga ne zanima blazno aktivno delo, on je zdaj sicer podjetnik, ampak se pa vidi, da bi malo bolj nekaj konkretnega. Seveda ti članstvo v tako veliki stranki v smislu, koliko časa so na sceni in kje vse so, sega, dokot sega njihov vpliv, ti seveda prinese določene stvari, ki jih kot podjetnik nikoli ne moreš dobiti. Ampak, kaj pa ti misliš, Aljaž? Ja, mislim, jaz Pahorjeva SD ne vidim, ne? Mislim pa enostavno zato, ker je pač stranka rabi closure, ker sicer to, kar je Antež rekel, res, da take zvezde, kot je bil Pahor, še ni imela, hkrati pa tudi še ni doživela takih tepeškanj, ki jih je doživela pač ob koncu oziroma po koncu Pahorjeve ere, ne? Na oblasti, samo medklic na oblasti, pa tudi ni bila ne prej, ne kasneje, razen v obdobju, ko je on to vodil. Ne. To pa tudi moramo vedeti. Ja, seveda, mislim, ne, absolutno. Tukaj je pač večno vprašanje, ne, kdo je imel tega več, ali Borut Pahor ali SD. Ne, in jaz bi predvsem rekel, da je v tej enačbi primarno Borut Pahor pridobil, ne, ker on je šel potem naprej, on je failal navzgor, ne. On je izgubil volitve, potem postal predsednik, ne, in tako dalje. Da bi morali oni med sabo opraviti razmislek, kaj sploh hočejo, kje vidijo SD čez 10 let, kakšna stranka hočejo biti. Kar je mimogrede razmislek, ki ga stranka ni opravila niti, ko je bil Pahor na oblasti, ker njihov pač edino vodilo je bilo, bomo na oblasti, pol bomo pa že neki, ne. Malo performansa, ne. Pahor je pač, Pahorjevo osnovno politične kredo je, da forma je vsebina. In zdaj, če bo on jasno in glasno, ne, se solzo v očeh poslovil od SD-ja, ne, njegove edine prave politične ljubezni, ki ga je zdaj zavrnila, morda pa bo potem lahko dobil kakšen glas iz, usmiljenja, ne, ko bo
kandidiral ali pa koga bodo demokrati porivali, imenovali in tako dalje za kakšno drugo funkcijo, ker jaz tukaj vidim pa neke zelo velike ljubezni. Ne? Tako da, A pa eni stranki, ki se začne na D. Se pravi, po demokratih. Ja, si rekel. Pač, sem rekel, veš, enostavno tukaj se mi zdi, da je sinergij med političnim stilom Boruta Pahorja, Anžeta Logarja in te samo oklisani smerni ali pa urbani desnici, ne, jih je kar precej, da o kadrovskih prekrivanjih ne govorimo. Ne. Pikalo, Brglez, Alja in tako. Pač en kup ljudi se pač iz Pahorjega kroga iz časov SD se pojavlja zdaj pri demokratih. Ne. Skratka, s ponovno aktivacijo Pahorja po tvojem mnenju SD ne bi pridobila, ampak spet odvisno pa, kaj bi, tako kaj Antiša, če Antišev del vzamem, kaj bi želeli narediti. In koliko bi uspeli konec koncev verjetno tudi ljudi v stranki pomiriti. Če bi šli z njim naprej v nove zmage. Ne, mislim, a veš, se vem, komplicirano je, ampak se veš, da iščemo belo, črno. Ne? Ja, ampak ne, glej, dilema bi bila zelo hitro popolnoma jasna. Ne? In to isto dilemo bo imel tudi Matjaž Han po volitvah. Ali gre z Janšo v koalicijo. In vodilo SD je, za vsako ceno treba biti na oblasti, ne? In drugo vodilo je, mi smo kobajagi še vedno leva stranka. Pahor bi seveda takoj šel in potem to razlagal, da gre za veliki kompromis tipa Aldo Moro iz 70 let v italijanski politiki. Ne? In potem bi seveda spet nasrkal kot vedno, ker pač Janša njega, bolj Janša tepe, rajš ga Pahor ima. Han je pa bolj, pa ta preživetveni nagon bolj izražen. Ne? Ampak dilema bi bila pač ista in SD bi se morala s tem pač poukvarjati in mislim, da noben odgovor jim tukaj ne bi bil všeč. Ne? Dobro, pol bi pa jaz zaključila z osebo na P, ampak še prej, pa sam na hiter, ker se mi zdi, da je film, ki ga že gledamo, ki smo ga že gledali v preteklih dobrih 2 letih že nekajkrat. Najnovejši kandidat predsednice republike, Nataše Pirc Musar, za guvernerja Banke Slovenije, kar se išče že lep čas, je Simon Savšek. On je vodja predstavništva Evropske investicijske banke v Sloveniji. Zdaj, po predstavitvi koalicijskim poslanskim skupinam je bilo slišati, da so bili kar navdušeni nad predstavitvijo, ni manjkalo dolgo, ko je začelo curljati, da naj bi koalicija, in tukaj je seveda pomembno v glavnem, kaj Gibanje Svoboda meni, da naj bi vztrajali pri izboru gospe Jazbec, ki pa je predsednica ne želi dati na glasovanje. A imamo kle še kaj drugega reči, kot odnosi med ekipama so izjemno zgledni. Jaz bi tukaj samo dodal, sam to, kar prej nekdo od vaju je rekel, da zaradi teh prerivanj ni škoda. Ne? To je prerivanje, zaradi katerega škoda nastaja, ker Slovenija ta hip nima glasu v svetu Evropske centralne banke in to že samo po sebi ni dobro. Tako da moja 2 centa. Ja. Antiša, ti? Ne, marsikaj, Aljaž, da se razumemo, marsikaj ni dobro. Ko to opazujemo, ne, seveda. Jaz sem hotel pravzaprav samo reči, jaz sem bil tisti, ki je to rekel, da tukaj Ben ni nič ukradel, pa Ben mu ni nič v žep padel. To sem hotel. Ja, ne, sej se razumemo, ja. Da pa politično stvar ni dobra, pa seveda brez nadaljnega. Ja, potem pa ker bo ta epizoda šla v program 6. junija. Do konca junija, do začetka, mislim, da šolskih počitnic, je evropski poslanec in dolgoletni župan Kočevja, Vladimir Prebilič, rekel, da bo sporočil, sporočil svojo odločitev, kaj zdaj, a bo on šel na notranje politični parket in se podal v boj za glasove ali svojo ekipo ali s kakšno drugo stranko, ampak zaenkrat to zdaj čakamo in to naj bi bilo res v roku meseca dni jasno. Kakšno mnenje imata vidva okoli tega?
sliši se in govori se različno. Ja, ampak če zdaj pogledamo, kaj sta o tej temi povedala Matjaž Han in Robert Golob, ne pri enem, ne pri drugem ni bilo pretiranega navdušenja. Jasno, zakaj? Oziroma, pustimo zdaj to, ne? Ampak skratka, nihče od njiju ni pokazal prav veliko pripravljenosti za to, da Vladimirju Prebiliču pomagata priti na mesto, ki si ga on očitno želi, in to je mesto predsednika vlade. Kar lahko seveda tudi razumemo. Ne? Robert Golob ima ambicijo ponoviti mandat, Matjaž Han nenazadnje je njegov tekmec in tudi predsednik stranke, iz katere je Vladimir Prebilič nekoč v preteklosti šel. Tako da jaz mislim, da če lahko sklepamo po tem, kar sta ona dva rekla, potem se Vladimir Prebilič ne bo podal v notranje politično areno. Razen, če v naslednjih 3 tednih se zgodi nekaj, česar zdaj mi še ne vemo, pa se bo morda pripeljalo v pravem trenutku, tega pač o tem pa ne bi želel špekulirati. Ja, mislim, Prebilič CV ima, tega mu ne gre oporekati. Želi si pripravljanje že nekaj let, ambiciozen, predsedniške volitve 22 so pokazale, da ima dolg domet. Klasična pot, po kateri je šel Logar, je dolga in težja. Tega se očitno, kot je videti, ne želi iti, sicer bi mu verjetno, ne vem, konkretneje poprijel pri Vesni. On bi na nek način rad prišel na pripravljeno in po možnosti naredil, kar sta Golob in Cerar, se pravi brutalka s podporo in sedeži in vloga PV v štartu, kar je še kar drzno. Zdaj, zato ni dovolj jaz bi in še 3 smo zraven, ampak se mora, tako kot si Antiša rekel, več stvari obrniti, tega danes ni, lahko da čez 3 tedne bo, vključno s tem bi rekla, da bi mogel biti Golob šibkejši kot je, pa ni, ker, SD in Levica sta jedva čez letvico oziroma tam. Ne bi me presenetili, tudi mene ne, če bi on to vlogo EU poslanca odpeljal do konca, se pravi, do mandat je 5 let, do 2029. Ne zdaj, da to potrebuje, pa mogoče boš, Aljaž, ti malo zavrtel z očmi, ampak odločitev bi bila tudi čist praktična, ker je, ko oddela mandat, se mi zdi, da je upravičen tudi do EU pokojnine. En mandat, mislim, da je pol 1700, kaj enkrat izpolniš kriterije. On bo leta 2029 star 55 let. Vmes, seveda, če se ne bo podal, bo seveda pameten in komentiral, hkrati pa bo v udobnem položaju v več pogledih in mogoče pol naskok na naslednje. Skratka, če bi mogla jaz danes staviti, bi rekla, da bo sporočil, ne bo šlo to rundo. Aljaž, pa ti? Glede na to, da je ta velika odločitev, da jo bo sporočil pred poletnimi počitnicami, potem v vsakem primeru ne bo šlo, tudi če se odloči, da vstopi v igro, ker bojo pač čez poletje vsi pozabili nanj. Tako da timing klele že nakazuje na to, da bi gospod rad imel mirno poletje. In se strinjam. Strinjam se tudi, da niso pogoji dani, ker ne samo da so bili da sta Golob in Cerar imela posebne podporo. Treba je tudi vedeti, da je bil v obeh primerih pred njima na oblasti, bodi si na oblasti Janša, bodi si smo imeli zadnje vzdihljaje afere Patria in Janša v zaporu in tako dalje, da so bili zelo, zelo napeti časi in časi trenutno, to, kar je s čimer smo pa začeli, časi trenutno niso napeti. Tako da, tukaj mislim, da Prebiliču stvari definitivno ne grejo v prid in tudi se ne strinjam čisto Nataša, da on CV ima. Morda ga ima v primerjavi z naborom, ki je prišel do zdaj, večino njega na slovensko levo liberalnem delu, ampak Misliš, da večkratni mandat župana, da to, da je doktor znanosti, da se zna... Marjan Šarec je bil tudi župan, pa ne vem kaj, pa glej,
Marjan Šarec, ne, čak, to pa res ne moreš primerjati. Zdaj je že ti lokal patriotizem zganjala. Ne, noben lokal patriotizem. Model je bil 4-krat zapore, še 5 ali koliko mandat je dobil, zelo uspešno to delal. Doktor znanosti je izjemno nastopa na različne in še kako pomembne teme danes v svetu in tega Šarec ni imel, no. Skratka, menedžerske izkušnje so, in voditi občine je menedžerska izkušnja. Ko ti preletiš z faksa, recimo Cerar je z faksa preletel, Golob je preletel z državnega podjetja, ne. Pa je menedžerske izkušnje. Mislim, Hočem ti reči, da nihče od novih obrazov. In to, če prej bi liša damo za novega obraz, potem absolutno on zapade. Kaj še nov obraz? Dajmo nehati s tem nov obraz. No, pismo 10 let je že intenzivno na 5 dni v medijih. Mislim, nov obraz v smislu, da ni bil minister, pa ni bil PV, no. Ja, pač nov obraz kot nekdo, ki nima egzekutivnih izkušenj na državni ravni. No? A veš, to pa pač slovenski levici, slovenski politiki na splošno manjka. To pa dobiti izkušnje, zdaj seveda me bojo, da sem navijačica za Prebiliča, ampak dobiti izkušnjo PV, drugače ne gre, kakor da to postaneš. To ni, da se ljudje greš na tečaj, pa zdaj si PV, ne. Lahko si minister za mandat ali 2, ne? Super, lahko tih naštejem, kjeri so bili. To smo imeli pa natanko 2 primera, da sta bila nekoč ministra in potem postala predsednik vlade in to sta bila Janez Janša in Tone Rop. Mislim, da nobenega drugega ni bilo, ne? Vsi so prišli na mesto predsednika vlade iz lufta. Ne bom rekel od nikoder, ampak ne. Kar se pa, jaz bi se tukaj strinjal z Natašo, on vendarle nek CV ima, ne? Tisto, kar in s tem, kar Prebilič danes lahko pokaže, bi recimo pred še 5 ali pa 10 leti povsem zadostovalo za to, da gre resno v tekmo za predsednika vlade. Časi, ampak Nataša, ampak časi so se pa od takrat spremenili, nagrmadeno razočaranje nad politiki, ki so prišli z razmeroma lepim CV-jem v umazano politiko, je pa tudi se akumuliralo. In danes bo treba za uspeh, če greš tako iz ene take pozicije, kot jo ima Prebilič, pokazati nekaj več. Ne samo, da si univerzitetni profesor, ne samo, da si bil uspešen na lokalni politični ravni, bo treba, in tudi on ne nazadnje zdaj evropski poslanec na mednarodni, bo treba pokazati nekaj več. Bo treba pokazati zelo natančno, s kom boš to delal, s kom boš izpolnjeval tisto, kar imaš za izpolniti. Treba bo odgovoriti mogoče na malo bolj zoprna vprašanja, kako boš te stvari naredil in tako naprej, ne. Pejmo na politbizarke. Rezultati prejšnje politbizarke so: zmagovita je naslovka Dela po referendumu, 41% vaših glasov, potem sledi brbotanje okoli Hojvika, 33 in pa Zver nad predsednico in Palestino 26%, bronasta medalja. Hvala lepa za sodelovanje. In v novi rundi, Antiša, ti staviš na kaj? Jaz stavim na temo okrog, pravzaprav na vse, kar se je dogajalo okrog definicije genocida in Boruta Pahorja. Se pravi, ne to, da se je on odločil, kot se je odločil, kako bi on to ocenil, ampak pravzaprav numeram vse, kar se je pa potem okoli tega začelo napletati, vključno ali celo na prvem mestu z idejo, da se človeka zaradi tega izključi iz partije. To se mi zdi tako mogoče pa stvar, ki bi jo bilo treba še enkrat za razmisliti, no. Seveda, genocid je stvar, ki ima svojo definicijo, kaj to pomeni, to je pravno vprašanje, ne, in tisto, kar je Borut Pahor rekel, je pač do trenutka, ko bo o tem ali ne bo odločilo sodišče, do takrat on misli kot misli, zdaj pa zaradi svobode misli, ne, nekoga izključevati. Enako blesavi, kot so bili odzivi nanj, so bili tudi na izjavo Nataše Pirc Musar, predsednice, ampak a nisi, Aljaž, ti imel to zacahnano? Ne tega. Dobro, v redu je, ajde. Točno to je imel. Ne, ni res. Jaz sem imel pač Pahorja z genocidom, ne.
Ampak v redu, Nataša, daj ti, ki Dober. imaš tudi Pahorja, pa sem jaz vmes nekaj drugega zmislil. Ja, jaz imam pa tudi Boruta Pahorja. Vidiš, en intervju gre in je vse posod in točno tole, vsi pademo pol na te finte. Jaz pa ga nominiram, gospod deluje kot podjetnik, očitno v lovu na kakšne mednarodne funkcije ni šlo in nov, kakor se reče, kaj imaš na puški, tiste znakce. Nova zadeva postal je član žirije lepotnega tekmovanja Miss Universe Slovenije. Tako da on bo žirant na tem izboru. Izbor organizatorji je podjetje, ki je v lasti Iva Boscarola. Po 8 letih se vrača in zelo ambiciozno so šli v program. Poleg njega bo še en član žirije, Franko Bajc, vplivnež in adrenalinski navdušenec, tako da, kako sem rekla, sem že poimenovala to politbizarko, to mi deli, Miss Pahor, to je moja ta teden. Aljaž, tudi če nič ne poveš, zmagovalka je tukaj. A spet, dajte no. No, moja zmagovalka bo pa, moja bizarka bo pa zdaj, bila je na klopi, neogreta, nepripravljena na to, da se bo morala... Lahko ti dam pa eno še not, če češ. Ker smo dobili po mailu en predlog. Ne dajem, sam dan ti v razmislek. Aleksandar je predlagal, se mu zdi, da se mu nemerno izogibamo temi politike v zdravstvu, da se pripravlja ta zakon o psihoterapiji, mi o tem res nismo še nič govorili, ampak njemu se zdi en kup bizark okrog tega, od tega, da je eden od svetovalcev tega zakona odprl podjetje, ki se bo s tem ukvarjalo, da se skupina sestaja enkrat brez gradiva za sejo, kasneje pol sklicana. Skratka, okoli tega zakona o psihoterapiji je imel predlog. Zdaj pa ne bo to moja bizarka, ker je v resnici tista ta neogreta bi bila okoli serijskega umikanja zakonodaje, ker ena od stvari, ki SD med drugim predlaga, je umik zakona o legalizaciji konoplje. Kar je mimogrede nekaj, kar bi jaz podprl, namreč umik tega zakona, ampak okej. On med drugim recimo noter piše, ministrstvo trdi, da uvajajo z dokazi podprte pristope, medtem ko je na seznamu narekovajo dovoljenih psihoterapij v predlogu zakona, cel seznam smeri, ki niso z dokazi podprte. No, zdaj v zakon o psihoterapiji se več kot toliko nisem poglabljal, je pa seveda res, Nataša, da so tudi naju sprašvali, če mislila tudi že pred leti, nares, ko se je ta stvar odprla. Vsekakor je pa tako, to, da je, če to drži, da je človek, ki sodeluje pri oblikovanju tega zakona. To drži, on je državni sekretar, tako da ja. No, tako, svetovalec, ministrice. Potem pač ta konflikt interesov pri oblikovanju zakona o terapiji je absolutno klasična bizarka, za katero bi se morala verjetno pozanimati tudi KPK. Hvala lepa. In zadnjih 30. Izvoli Antiša, recimo, spet prvi. Ok, prvi. Evo, jaz bom pa za razliko od zadnjih nekaj izdaj, ko tega nisem počel, bom pa nekaj priporočil. In sicer bom priporočil ogled predstave v ljubljanski Drami oziroma v Litostroju, z naslovom Za narodov blagor. Se pravi, gre pravzaprav, gre za lušno, fino, dobro odigrano, aktualizirano predstavo, ki jo je vredno pogledati, zato da vidiš, kaj Cankar pred 100 in več leti mislil o slovenski politiki in žal, kot si človek reče po tistem, ko si ogledal predstavo, prav veliko se pa tudi ni spremenilo, kvečjemu na slabše. Jaz imam dve stvari, eno zelo na hiter. A mi zna kdo svetovati, kje se naj parkira za dogodke na San Siru v Milanu? To je ena stvar. Ne, to lej. Pa ne mi svetovati parkinge, pa pol na metro, pa zaradi tega, ker bom v šibanju. Skratka, to je ena, pa druga stvar. Kaj greš pa gledat? Ja, Brusa. Kdaj pa je? Konc meseca. Mogo bi biti lani, pa je Kako ti tega ne veš? Ti si ga že gledal. Kako ti tega ne veš?
Jaz sem ga večkrat gledal, ampak sem bil zdaj v Milanu in ne vem zakaj. Nekdo mi je rekel, da je bil ta vikend, ko sem jaz v Milanu, se pravi minuli vikend, da je bil on tudi tam. Ne? Ker se mi zdi zanimivo, da sva v istem mestu, pa se ne bova srečala. No, v bistvu, Ampak očitno ni bil. Ja. glavna stvar mojih zadnjih 30 pa je uvednost in morebiti ravnanje. Zdaj, škofjeloški pasijon je najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenščini. Uprizarja se v postnem in velikonočnem času. V obliki procesije gre po ulicah srednjeveške Škofje Loke. Skozi mesto se pomikajo skupine nastopajočih, ki v dramski obliki uprizarjajo posamezne prizore iz Svetega pisma. Zdaj pa škofjeloški pasijon je od leta 2016 vpisan na UNESCOV seznam nesnovne kulturne dediščine. Nazadnje so ga pri nas uprizorili pred 10 leti in vstopnice za nove uprizoritve so na voljo. Zdaj še daleč je do takrat, do marca in aprila prihodnje leto, ampak da ne bo pol ni vedel, pasijon.si, tam so vse informacije in karte. Zdaj, to je res še kar spektakularno za videti. Leta 2015 je recimo sodelovalo skoraj 1000 igralcev, pa 64 konjenikov. V izvedbi 2026 je planiranih 7 uprizoritev. Zagotovite si vstopnice še danes. To je moja. Aljaž? Ker ne vemo, ali bomo imeli še, oziroma kdaj bo naslednja LDGD epizoda, ne? In ker je informacija buknula pred zadnjih 2 tednih, označite si na koledarju 17. julij, torej 17.7., na Paramount Plus, oziroma kaj je to, Sky Showtime v Sloveniji. 3. sezona Star Trek Strange New Worlds prihaja, končno se vrača Enterprise, Captain Pike, Nurse Chapel, Spock in tako dalje. Ko mi čakamo, a ne? In to je to, ne pozabiti. Čeprav bo že sred počitnic. To je to, kot rečeno na začetku. Zapisnik, prva sreda v mesecu, pa še disclaimer, Aljaž, to je pa tvoja. Za na koncu. Ja, disclaimer pa zdaj moj. Skratka, LDGD imamo mnenja, mi to delamo v našem prostem času, čeprav ne zdaj že čist, ne, odkar sem jaz na Metini listi, to spada v rok službe, ampak vendarle, mnenja so naša, niso plačana in pač imamo jih, kadar pa se nam zdi, da se zgodi nekaj, čemur mi rečemo konflikt interesov, pa to jasno in glasno povemo.